Vstopil je 15 minut pred koncem, podajal za znižanje rezultata, zadev za točko. Jeseničani imajo novega junaka. Pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. Močno deževje je zaznamovalo sobotne tekme četrtega kroga. Srečanja Ilirije in Triglava ni bilo moč dokončati, zdržala pa je Zelenica na Slovanu, kjer smo videli hat-trik branilca. Vse 3 gole je dosegel z glavo. Rudar je prikazal najboljšo predstavo sezone, se dvignil iz izgubljenega položaja in osvojil prvo točko. Do tega kroga vodilna Bistrica je 2-krat zaostajala v Novi Gorici in prav tolikokrat ujela priključek. Vrtnice so ena od 4 ekip, ki še nima zmage. Igralci Triglava so se na gostovanje k Iliriji podali z novim kapetanom. Trak, ki ga je v prvih 3 krogih nosil Žan Benedičič, je bil tokrat okoli roke Tevža Pokorna. V 9. minuti si je Benedičič pripravil dovolj prostora, da je lahko z dobrih 11 metrov ciljal z glavo. Žogo je v lobo poslal v gol, domači vratar je bil prekratek. Vztrajno so napadali gorenjski gostje. Pred Vinogradcem je obramba zelenih uspela izbijati žogo. Nismo bili še v 30. minuti, ko se je začelo obilno neurje. Razmere so postajale slabše in slabše, na zelenici so se nabirale luže. Ilirija si je kljub temu priigrala akcijo za izenačenje, a je Triglav odšel na odmor ob prednosti. Igrišče ni dovolilo nadaljevanja, tekma se bo odigrala v tem tednu. Tretjič sta se v drugi ligi srečala Slovan in Brinje Grosuplje. Obe predhodni tekmi sta se končali z 2-1 za tokratne goste, ki so na Kodeljevo prišli v vlogi vodilnega moštva po 3 odigranih krogih. Nikola Jovičević si je priigral prostor za strel. Udarec bi končal pod prečko, vendar je bil mrežar dobro postavljen in je preprečil zgodnje vodstvo gostov. Podobno kot na Iliriji se je tudi nad Kodeljevem na to razbesnela nevihta, vendar je Zelenica dobro držala. V drugem polčasu je še močneje deževalo. Gostje so imeli aduta v rokavu in to so bile visoke žoge. V 3. minuti nadaljevanja je neovirano skočil Samo Matjaž in obramba Slovana je prvič klonila, a ne zadnjič. Drugič bi se lahko veselili gostje, če Matic Dimič ne bi z golove črte izbijal žogo v kot, po katerem so gostje v belih dresih podvojili prednost. Znova visoka žoga, znova skok Matjaža. Hat-trik je nogometaš, ki je v svoji karieri v drugi ligi do tekme s Slovanom dosegel 2 zadetka, vpisal v 88. minuti. Scenarij identičen kot pri prvih 2 zadetkih, podaja s prekinitve skok nekdanjega mladinskega reprezentanta in 3. gol za centralnega branilca. Slovan na 3. medsebojni tekmi ni uspel premagati zasedbe Brin Grosuplj. V športni park Jesenice je prišlo na srečanje gostiteljev in Jadrana približno 500 gledalcev. Tekma se je začela ob lepem vremenu, čeprav so bile tudi za Gorenjsko v poznejših urah napovedane močne padavine. Jadran je imel nekaj več pobude v prvih minutah. Jure Zupan je poskusil ciljati na daljšo vratnico, Deni Tigan pa je brez večjih preglavic ustavil strel po tleh. V 6. minuti pa zadnji čuvaj Jeseničanov ni uspel preprečiti vodstva Primorcev. Dolga žoga iz avta v osrčje kazenskega prostora. Zaleteli so se 3 igralci Jesenic, kapetan Zonta pa je z volejem popeljal Jadran do prednosti. Drugi gol za dekansko 19-tico v letošnji sezoni. Mreža modrih se je tresla v 21. minuti, vendar pa je gol padel iz nedovoljenega položaja. Rezultat je ostal nespremenjen. Podobno je sodnik, čeprav je v tem primeru bilo precej bolj tesno, dvignil zastavico slabih 15 minut pred odhodom na odmor na drugem koncu igrišča. A če je bilo veselje Primorcev prehitro prekinjeno, so gostje lahko slavili 5 minut kasneje. Na predložek v sredino je prvi pritekel Jure Zupan in strelom na prvo vratnico ugnal Tiganja. Jeseničani kljub dvojnemu zaostanku niso bili v podrejenem položaju. Do konca je bilo še veliko časa za preobrat. Do znižanja bi lahko prišli v 62. minuti, če Filip Pobi ne bi pritekel na golovo črto in izbijal ter prekinil nevaren poskus rdečih. V 77. minuti pa prelomnica tekme. V igro je vstopil Ervin Tigan, ki se je v Slovenijo vrnil po 3 letih v nižjih italijanskih ligah. Sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Senada je bil jeziček na tehnici tekme. Podajal je do Samardžiča v 85. minuti za znižanje prednosti Jadrana in nato še zadev za točko Gorenjcev.
Tekla je že 3. minuta sodnikovega podaljška, podaja Skota in gol 26-letnega napadalca. Jesenice so prišle do druge domače točke, potem ko so v prvem krogu remizirale z Gorico. V nevarnih vodah na dnu lestvice se je nahajal Rudar pred tekmo proti Beltincem, a so Velenjčani na srečanju pokazali precej več kot na prvih 3 tekmah. Še pred 10. minuto so si gostitelji priigrali 2 izvrstni akciji. Pet minut pred polčasom je Murat Bajraj odigral lepo dvojno podajo soigralcem, dobil povratno žogo in z bližine mu ni bilo težko zadeti. Takoj po prihodu iz slačilnice nov hladen tuš za Velenjčane. Žoga ni hotela zapustiti kazenskega prostora, posredoval je tudi Lukas Tomažič, a le enkrat. Ko je podaja prišla na drugo vratnico, je tam stal Luka Hunjet in zadev. Precej podobno je bilo dogajanje na drugi strani 15 minut kasneje. To pot Beltinci niso znali razčistiti zapletenega položaja. Kulenović se je najhitreje vrgel na žogo. Po golu proti Biljam, ki ni prinesel točk, je Hrvat pospravil žogo v gol še proti Beltincem. Priložnost za ponoven pobeg na 2 gola prednosti je na nogi imel Bajraj, a tokrat ni bil tako uspešen kot v prvem polčasu. Gostje niso uspeli zadržati prednosti. V prvi minuti sodnikovega podaljška so rumeni stali previsoko. Njihova zadnja linija je bila popolnoma presenečena, lahko delo za Kulenovića. Tekma se je končala z 2-2 kot novembra 2022, ko so Velenjčani prav tako nadoknadili 2 gola zaostanka. Zadnja linija Bilje lahko na gostovanju pri Krki spet računala na svojega stebra, dvometraša Stefana Kladarja, ki je moral tekmo 3. kroga izpustiti zaradi rdečega kartona proti Slovanu. Odkupil se je zadetkom, prvim v letošnji sezoni in skupno 6. v drugi ligi. Na 9. tekmi na Portovalu so Biljenci prvič premagali Krko. Novogoričani so z levo nogo vstopili v novo sezono. Še vedno brez zmage po 3 krogih, nasprotnik Keti Emi Impol Bistrica pa je prišla na Goriško s polnim izkupičkom. Natanko tako, kot je treba, je prosti strel izvedel Kitek, ko smo bili v 21. minuti. Prvo veselje za vrtnice. A kmalu je bil igralec, ki ima v svoji vitrini en slovenski pokal, z Rogaško še strelec v svoj gol. Po kotu se je žoga nenavadno odbijala in zadela vezista ter premagala Alena Jurco. Na isti gol zelo podobnega položaja, spet je žoga v igro prišla s kota, je padel 3. zadetek na tekmi. Naravnost na volej Alessandra Ahmetaja je priletela in vrtnice so bile spet v prednosti. Ničla na gostovanju ne bi bil dober rezultat za moštvo, ki je dobilo prve 3 tekme. Rdeči so si priigrali strel z bele točke. Prvi strelec lige Marcel Blaj je bil hladnokrven, spremljal je do konca vratarja, potem pa se odločil za smer. V 74. minuti bi gostom skoraj uspel preobrat. Marsetič se je spretno obrnil, a njegov strel ni končal v okvirju vrat. Ostalo je pri 2-2. Po 3 odigranih krogih je bil sežanski Prlsen Tabor edina ekipa, ki še ni prejela zadetka. Krško Posavje je zadnjo domačo tekmo končalo z visokim porazom proti Jadranu. Dvoboj se je odvijal po željah ekipe s Krasa. V 27. minuti je padel gol Federika Fica Antonija Roze, ki je bil spreten z glavo. En gol v prvem polčasu in en gol v drugem smo videli. Fernandez Betriju, ki je priložnost dobil v drugem polčasu, je dobro sledil proti napadu in ostal neoviran ter potrdil 3 točke Tabora. V Slovenskih Konjicah je Nafta lovila 4. zmago, domačin Dravinja pa po 270 odigranih minutah ni dosegla še zadetka, kar jo je prikovalo na zadnje mesto razpredelnice. V 8. minuti dolga žoga iz avta. Zorica bi lahko streljal, a se je odločil za podajo. Brumec je ciljal s prve na daljšo vratnico. Prva žoga je končala v mreži. Akcijo za izenačenje je začel vratar Mrežar, dolgo je podajal in let žoge je presenetil obrambo Nafte. Trčila sta Tibor Gorenc Stanković in pa Lukas Erjavšek. Darilo pa je na pladnju izkoristil Matic Kopač.
Približno 11 minut pred koncem je Amadej Maroša imel dovolj prostora za strel po tleh. Ni bil močan, a zelo natančen. Kazalo je na 4. zaporedni poraz Dravinje. Prva podaja v kazenski prostor, sredina je bila izbita, a je nova žoga prišla na levico Tjaša Čerešnarja. Druga podaja je bila precej boljša od prve. Skočil je Luka Pučnik in prekinil pozitivno serijo Nafte ter negativno svoje ekipe. Nafta ni več prva, Dravinja pa ni več zadnja. Ilirija in Triglav bosta tekmo dokončala sredi tedna, kar polovica obračunov se je končala z rezultatom 2:2. Nobene domače zmage nismo imeli, v gosteh pa so slavile Bilje, Brinje Grosuplje in prav tako je bil uspešen tudi prvenstveni Tabor. Na lestvici so osamljene na prvem mestu Brinje Grosuplje, 10 točk imajo Bistrica, Nafta in Tabor. Jadran je 5. s 7 točkami, Bilje in Krško imata po 2 zmagi in 2 poraza. Jesenice imajo 5 točk, podobno kot Beltinci Klimat Tratnjek. Ilirija in Triglav morata še dokončati tekmo 4. kroga, trenutno sta soseda na lestvici, 2 točki ima Gorica, zadnje mesto pa si delijo Rudar, Dravinja ter Krka. 5. krog odpirata v petek Brinje Grosuplje ter Rudar Velenje. 5 tekem bo v soboto, v spletnem prenosu si boste lahko ogledali Jadran in Ilirijo, v televizijskem pa Nafto in Gorico. V nedeljo še 2 srečanji, Beltinci proti Krki ter Triglav s Slobanom. Se vidimo!